Torej, Nix so pravkar zmagali na izjemno vznemirljivem dogodku za Ameriko. Predsednik Trump je bil tam. In vprašati se moramo, kako je ta dogodek na koncu izgledal. Tako. Ja, prijateljice moje, odgovor že poznate. Začnimo čisto na začetku. Torej, Nix imajo to veliko tekmo. Zelo je vznemirljivo. In celo predsednik Trump gre tja. Prav, tukaj je njegova kolona vozil. Zelo kul. Mislim, poleg tega, da je žalostno, da človek, kot je on, potrebuje toliko varnosti, se mi zdi neverjetno, da še vedno izvajamo te stare rituale, kot je praznovanje naših voditeljev in da poskrbimo, da vsi vedo, da prihajajo. To je velika stvar, še posebej na tako veliki tekmi. Uspešno zaščititi človeka je zelo impresivno, zato pohvale vsem, ki so to omogočili. Vsem varnostnikom, vsem policistom, vsem iz CIA, FBI, komurkoli že, vsem, ki so bili vključeni v to, da se predsedniku Trumpu ni nič zgodilo. Vsi smo zelo navdušeni. Tukaj je kolona vozil, veliki dnevi, res kul. Limuzine, staromodno, vznemirljivo. Veste, ves ta cirkus. In ljudje na ulici kričijo svojo podporo. In iz nekaterih vrtov. Popolnoma briljantno. Tako se začne noč. In potem seveda ljudje začnejo razpravljati. Je predsednik Trump navijač Nixov? Bla, bla, bla. Poglejmo, kaj imajo tukaj zapovedati. Trump. Veste, že dolgo sem v ligi. Pred leti sem vodil NBA Entertainment. Z nami je posnel promocijski spot I Love Kids. Bil je reden gost na tekmah NBA v Madison Square Gardenu. Se spomnite vsi, ko ste tukaj igrali? Ne Draymond, ampak v starih časih. Je imel sedeže ob igrišču. Bil je tukaj ves čas. Bil je na naborih. Torej je res pravi navijač Nixov. Tako da, ja, za navijače tukaj je nekaj nevšečnosti, ampak če pogledate po tej areni, je polna. Ljudje poslušajo, prišli so zgodaj. Premagali so dodatne varnostne ukrepe, ki so potrebni. Kot sem rekel, mislim, da bi morali šport uporabljati za ustvarjanje večjega občutka skupnosti med ljudmi, ne manj. Se strinjam. In mislim, da je dejstvo, da je šport postal tako neverjetno političen, srce parajoče. Kul je iti na tekmo in sedeti s predsednikom svoje države, tudi če se z njim ne strinjaš. To je vznemirljivo, to je zanimivo, to je nekaj drugačnega. In šport naj bi bil nekaj, kar vse združuje, kaj ne? To je ves smisel. Mi imamo svojo ekipo, vi imate svojo ekipo. Vsi si prizadevamo za zmago. Za nekatere je to uničujoče, za druge je vznemirljivo. Ampak potem je naslednja priložnost, naslednjič. In vendar, nekako so grozni, nori radikalci uspeli uničiti tudi športne tekme. Kaj ste mislim? No, prijatelji moji, naj vas popeljem nekaj dni nazaj, ko je Paris Saint-Germain zmagal na veliki nogometni tekmi, ki se je dogajala v Parizu. In namesto, da bi prebivalci Pariza praznovali to veliko zmago proti Združenemu kraljestvu, s katerim imajo, kot veste, dolgoletno rivalstvo, so se odločili, da bodo Pariz dobesedno zažgali. In ko rečem oni, mislim migrante, mislim islamistične podpornike, ker te ljudje niso sposobni dejansko uživati in ceniti zahodne kulture, ki ceni šport. Raje bi jo uničili. In točno to se tukaj dogaja. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Jara Kej, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročanje, da nas podprete. In če želite ostati na tekočem z našimi vsebinami, pritisnite tudi na zvonček za obvestila. Zelo smo hvaležni, da ste tukaj z nami, saj se upiramo in brez vas nam to ne bi uspelo. Hvala, ker ste z nami. Dokončajmo ta video in potem poglejmo, kaj se je zgodilo po naslednji zmagi. Vem, da si Njorčanka, 55 let, vemo, da moraš biti nevtralna, ampak kako pomembno je to za... Torej, imel sem nekaj zapovedati o tem, da je Donald Trump šel na tekmo Nixov. In veš, na tej točki je dan tekme. In mislim, da si navijači Nixov samo želijo uživati v tretji tekmi, prvi domači tekmi, ki smo jo imeli v 27 letih. Ampak tudi ni jasno meni, da je Donald Trump velik navijač Nixov. Mislim, ali ta tip sploh ve razliko med Karlom Rovejem? V redu, nočem, da bi to postalo o Donaldu Trumpu, ker to res nima nobene zveze z njim, gre samo za vprašanje, kako so to uspeli politizirati. Takšna retorika se začne, kaj ne? Začne se z ta oseba ne bi smela priti, ta oseba bi morala priti. Morda sploh ni navijač. Če imaš veliko tekmo Nixov in si predsednik Amerike in je tu velika tekma za Američane, potem ti je dovoljeno biti tam, tudi če nisi navijač. V redu, povsem preprosto. Ampak to ni bistvo tega videa. Bistvo videa je, kaj se zgodi potem, kaj ne? In to se zdaj dogaja. V redu. Zdaj pa želim, da nekaj opazite, ker bodo le ljudje, ki so zelo dojemljivi, morda lahko videli, katere zastave plapolajo na tem dogodku.
Me? Mislim, da na tej točki resnično menim, da je palestinska zastava, za tiste, ki ne veste, kaj to je, enaka ali vsaj podobna ali vsaj simbol neke vrste terorizma. Ne mislim, da ko vidite palestinsko zastavo na kateremkoli od teh protestov, da je to dejansko za ljudi v Gazi. Mislim, da je to način, to je nov simbol boja proti zahodnim civilizacijam pod pretvezo, da jim je mar za Palestince. Lahko vam povem z gotovostjo, da Palestincem ni mar za tekmo Knicksov in za ta taksi. Ampak tem ljudem uspe vse speljati na to. Zdaj si na hitro oglejte, kdo so ti ljudje tukaj. Kako izgledajo tisti, ki uničujejo ta taksi. Poskusimo ugibati. Poskusimo ugibati, katere vere so in kakšna politična prepričanja imajo. Bi bili, ta dogodek je postal tako slab. Razgrajači v New Yorku, oblečeni v drese Knicksov, uničujejo taksije, medtem ko mahajo s tujimi zastavami po zmagi Knicksov nocoj. Bilo je tako hudo, da je Zoran Mamdani napovedal, da bo moral odpovedati zabavo ob spremljanju tekme Knicksov, ki jo je promoviral pred Madison Square Gardenom. No, za Zumije, karkoli Knicks gleda, ima to zapovedati. Poglejmo. Slišite jezik? Slišite, da to niso Američani? Uspelo jim je vse pokvariti. To naj bi bilo praznovanje. To naj bi bil razburljiv dan. Knicks so zmagali. Juhu, velika stvar. Zelo zabavno. Zelo kul. In vendar jim je nekako uspelo iz tega narediti dogodek množičnega uničenja. Še en čudovit ameriški kulturni dogodek se je spremenil v ogaben prizor nasilja. Resno, ljudje, moramo se zbrati. Nasilje. Zajebavaj se z mano. Jebeš policijo? Ne, jebeš to, pridi sem, jebem ti. Vidiš, njegovi prijatelji so kot jebem ti, ne delaj tega, v težave boš prišel. To je tekma Knicksov. Iskreno, res mi je žal teh policistov. Mora biti res zelo stresno. Veš, da bo nekaj šlo narobe. Preprosto veš, da v tem trenutku nimaš opravka z običajno množico. In to je tisto, za kar si usposobljen. Ampak to je nekaj, za kar moramo imeti sočutje. Se spomniti in biti hvaležni za dejstvo, da so še vedno tam zunaj in poskušajo braniti ter ustvariti nek občutek normalnosti v teh norih časih. Kakorkoli, to je to. Še enkrat več so ti norci uspeli uničiti nekaj, kar bi moralo biti lepo. In ali je to presenečenje, da napadajo ameriško kulturo, ameriško dediščino, ameriško zapuščino, ameriško vodstvo, vse v imenu česa?
zaradi izživljanja testosterona, dokazovanja svojega stališča z zastavo. Zato uničujejo taksi. Vsak posameznik med njimi bi moral biti areteran. Resnično. Vsi bi morali biti aretirani in za nekaj let poslani v zapor, samo zato, da jih izuči in da bo to svarilo tudi za vse ostale. Takih stvari preprosto ne smeš početi. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.